Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, v imenu knjižnice Brežice vam izrekam dobrodošlico in vas pozdravljam na predstavitvi Erosove knjige Psi. Še nikoli ni bilo knjige, ki bi prevzela toliko različnih bralcev. Očarala je staro in mlado, preproste in izobražene, tako moške kot ženske, kajti piscu te knjige je uspelo nekaj, kar ni uspelo še nikomur doslej. Razvozlal je človeški um. Osnova te knjige je kontroverzna teorija del, povsem nova psihologija, ki nam odstira skrivnost zaljubljenosti. Kmalu se izkaže, da je s tem znanjem mogoče razumeti še veliko več in da so z njim razpolagale že starodavne civilizacije, a je bilo iz nenadnega razloga izgubljeno. Zasnova te knjige se je piscu 25. decembra 2007 prikazala v sanjah. V njih se je znašel sredi čudovite zgodbe, v kateri je bilo znanje, ki ga predaja knjiga, prikazano tako, da je to dostopno vsakomur in ne le izobraženim. Morda najbolj nenavadna posebnost te knjige je 7 dokazov, ki pričajo o tem, da je ni ustvaril človeški razum. Prav v tem se ta knjiga bistveno razlikuje od drugih. Dokazi nečloveške inteligence se v knjigi razkrivajo v obliki znanja, ki ga doslej ni imel nihče na svetu. Gre za nekaj največjih skrivnosti človeštva, ki že vznemirjajo številne izobražene kroge po svetu, saj se do odgovorov, ki jih predstavljajo psi, ni uspelo dokopati celo največjim umom na vsakem od teh področjih. Da bi lahko izvedeli več o tej vse nenavadni knjigi in njenem ustvarjanju, gostimo danes dramskega igralca Bojana Maroševiča, ki ni ustvarjalec te knjige, se pa v času nastajanja knjige družil s piscem. Gospod Bojan, beseda je vaša. Torej, najprej prisrčen pozdrav v imenu Erosa in v mojem imenu vsem potencialnim bralcem knjige Psi. Knjiga Psi je brez dvoma eden od mejnikov v slovenski literaturi, glede svoje pomembnosti, glede svoje sporočilnosti in samo še vprašanje časa je, kdaj bo v svetovnem merilu neke vrste mejnik. Težko je govoriti o knjigi, če sam nisi avtor, kar jaz nisem. Jaz sem samo promotor, kar mi je seveda v veliko čast. Hkrati pa zelo velika odgovornost, ki jo čutim iz spoštovanja do avtorja oziroma do pisca te knjige, kot sam sebe imenuje, glede na to, da želi ostati inkognito. Ta nenavadnost pri tako obsežnem in tako pomembnem delu ni zanemarljiva. Sam osebno ga dolgo časa poznam in ko je knjiga še nastajala, sem ga vprašal, zakaj želi ostati anonimen in je zelo preprosto mi odgovoril. Gre enostavno za preveliko delo. Preveliko v tem smislu, da ga človek sam kot tak ne more napisati in ga ni sposoben napisati zaradi vsega razuma, ki je v tej knjigi in zaradi vseh znanj, ki jih ta knjiga vsebuje. Torej, človek tega ni sposoben napisati, knjiga pa je vendarle napisana oziroma zapisana s strani pisca, ki sebe imenuje Eros, namreč knjigo je napisalo življenje. Življenje kot splet mnogih naključij. Pisec sam na koncu knjige pravi, zdaj držite v rokah ključ. Dobesedno tako reče. Ključ je seveda v razumevanju knjige. Vsak individuum seveda po svoje razmišlja, po svoje dojema, ima svojo percepcijo in svoje asociacije, ki ga peljajo v določeno smer. Gre tukaj v tej knjigi za eno revolucionarno psihološko, tako imenovano teorijo REI. O tem bom kasneje razlagal, da zdaj ne bom vsega preveč povedal. Knjiga temelji na tem in vsak človek, ne glede na izobrazbo, ne glede na starost, ne glede na vse okoliščine, ki ga spremljajo skozi življenje, je sposoben to knjigo dojeti in razumeti. Seveda vsak po svoje. In tu je pa ključ, kako razumeti. Tisti, ki sprašujejo, kdaj bo napisano nadaljevanje ali pa drugi del te knjige, enostavno dokazuje, da niso dorasli tej knjigi in da ji tudi niso razumeli. To je knjiga življenja. Ta knjiga je pa začela nastajati pred dobrimi 3 leti, oziroma približno pred 3 leti, ne boste verjeli, v sanjah. Piščevih sanjah, o čemer bom kasneje, ko bomo promovirali knjigo, več povedal.
In te sanje so bile vzrok, da je knjiga začela nastajati v taki obliki, v kakršni jo poznamo danes. O vsebini je težko govoriti. To se bralcu ali pa poslušalci, ki mene posluša, ko te stvari razlagam, zdi zelo čudno. Poglejte, knjiga obsega 777 strani. To je, se pravi, mora imeti neko vsebino, mora imeti nekaj v sebi, zaradi česar se človek sploh loti branja. Seveda ima. Ampak, kar se vsebine tiče, gre za stvar, ki je ne moremo opredeliti v noben žanr. V žanr, da bi jo klasificirali, ta knjiga spada sem in nič drugega. To je nemogoče. To je knjiga modrosti. Tako imenovana 7. knjiga modrosti, 6 knjig je napisanih v zgodovini človeštva, ta je 7. brez kakršnega koli pretiravanja. Knjiga, ki bralca pelje skozi 12 različnih svetov, v katerih se srečuje 12 različnih karakterjev, različnih psiholoških profilov z vseživljenjskimi situacijami, ki jih rešujemo na življenjski način, pa vendar na rahlo nenavaden način. Nenavaden se pa kaže ta način v tem, da je tako enostaven, da človek enostavno ni sposoben tako enostavno razmišljati. In to je ena od modrosti, ki jo ta knjiga vsebuje. Pisec te knjige je Eros, ni pa avtor. Takoj se lahko vprašate, kako? Gre za kakšno finto? Ne gre za nobene finte. Sam tega Erosa poznam že 3. desetletje, z njim tako ali drugače sodelujem že leta in leta in sem imel tudi, spet bom omenil besedico čast, biti ne soudeležen pri nastajanju knjige, ampak biti priča nastajanju knjige. Vendar sem ga vprašal že na samem začetku, zakaj, Eros, hočeš ostati inkognito pri tako pomembnem delu. Marsikdo, oziroma velika večina, če nekaj 99,99% od 100 možnih ljudi, bi se bahavo pokazalo pred javnostjo, da je avtor in pisec takega dela. On pa ne. Zelo enostavno, z enim samim stavkom mi je odgovoril in me prepričal. Ko mi je rekel, veš, Bojan, te knjige nisem napisal jaz. Jaz sem samo pisec, knjigo je napisalo življenje. Nihče od teh znanstvenikov ali teh umov, ki so specializirani na področju psihologije, mu ni znal odgovoriti. Kompleksnega odgovora ni dobil. Eros je še vedno vztrajal in je iskal in brskal, iščoč odgovor. Potem pa se je zgodil tisti usodni, v narekovaju usodni, 25. december leta 2008, božična noč, ko je sanjal. Eros je sanjal o Erosu, se je pojavil v sanjah, zato je tudi samega sebe kot pisca potem imenoval Eros, ki se sprehaja po nekem polju in ga sreča pes. Pes, ki personificira življenje in to življenje v podobi psa odkrije Erosu skrivnost ljubezni. Zgodilo se je v sanjah spet, da Eros zaspi gol, tak kakršen Eros iz mitologije antične je nam še danes znan, gol zaspi in drži v rokah veliko knjigo, težko, debelo knjigo. Držal je knjigo tole. Tak, kakršen je ta Eros, privatno, kako ga jaz poznam, se mu danes ne čudim, je vstal in skiciral, zabeležil v alinejah bistvo svojih sanj, risal, pisal in takoj se je rodilo okostje za to knjigo. Pri tej knjigi, ki ima 777 strani, če balast odmaknemo, balast, to je pogojno rečeno, nam še vedno ostane 600, najmanj 600 strani samih informacij, znanja in razuma. Eros nas vodi skozi 12 svetov. Skozi 12 svetov, v katerih je
tudi 12 različnih karakterjev. Eros potuje skozi te svetove gol, ves čas je gol. V sami knjigi se to večkrat omeni. Brez kakršnega koli sramu. Gol zaradi svoje čistosti. Zaradi svoje nepokvarjenosti. V tej knjigi je 7 skrivnosti. Življenje je po naključju narekovalo Erosu kot piscu, da 7 skrivnosti ne sme razkriti. In da bi bil Eros, tak, kakršnega poznam, do konca Eros, pameten, izobražen, svetovljanski fant, oziroma danes je že kar možakar, ponuja bralcu, ki bo razkril 7 skrivnost, ki je zapisana tu. Denarna nagrada, 12.000 evrov. S tem, da moram tukaj tudi povedati, da je ta Eros fant s široko dušo, s širokim srcem, s širokim razumevanjem, s velikim znanjem. Pedant, brezkompromisni človek do samega sebe. Dober človek. Z eno besedo, ampak z veliko začetnico povedano, dober človek. Ogromno število knjige podaja. Samo s tem namenom, da osreči ljudi, da jim omogoči, da pridejo do sreče, do spoznanj v življenju, ki jih ta knjiga nudi vsakemu bralcu posebej. V letošnjem letu bo knjiga izšla v 4 prevodih, v angleščini, v nemščini, v ruščini in v srbohrvaščini. To pomeni kvantitativno, po 7777 izvodov, več kot 70 ton knjig bo prišlo tja, kjer Eros živi, in on jih bo moral uskladiščiti in potem eksploatirati. Meni je govoril Eros o tem, ko mi je še nosil tople strani, v taki obliki, da je to knjiga, ki bo spremenila svet. Ampak on je to delal z žarjem, svetle oči je, čeprav je temnopolt, temne oči ima. Njemu so žarele oči. Nisem ga poslušal. Pa malce skepse, pa tako naprej. In potem sem začel prebirati te potiskane liste, sprintane liste njegovih zapisov in so si rekel, Madonna, to pa ni kar tako stvar. Knjiga, ki bo spremenila svet. To je zame bila v nebo vpijoča izjava, ampak kako ne spremeni svet, ljudje Božji? Do danes še nobena knjiga, ne Biblija, ne Koran, ne vem kakšne knjige, niso spremenile svet. Delaj dobro, ljubi bližnjega in tako dalje, tisočletja je to že zapisano, pa se koljemo. Se pravi, brez zveze napisano. V narekovaju brez zveze. S to knjigo imamo pa možnost, da pridemo do spoznanja, o katerih se naprej ni sanjalo v življenju, pa so nam na dosegu roke. Ampak ker nas razumi naši vodijo skozi situacije na tak način, kot nas vodijo, tisto, kar nam je najbližje, nam sploh ni dosegljivo. S pomočjo te knjige pa pridemo lahko do teh resnic, do teh spoznanj. In človek se spremeni.